Kofein je organska psihoaktivna snov, je poživilo, zato pripomore k večji zbranosti, bolj smo pripravljeni na akcijo. Včasih mi je bila v redu, ampak ne vem, kar naenkrat me je nekaj odvrnilo od nje in zdaj ne pijem. So mi jo starši dali za probati in takrat mi je bila všeč in pa sem jo pila, ma ne pogosto. Kadar sem bila majhna, sem vedno hotela lahko še jaz kavo ali pa jaz bi tudi kavo, ne zato, da bi bila kao starejša ali pa odrasla. Ampak so mi vedno rekli, ne, to ni za majhne, tudi bo zaustavilo rast, boš stala majhna. Znanstveno ni dokazano, da bi uživanje kave vplivalo na rast, zagotovo pa vpliva na razvoj možganov in na centralni živčni sistem. Že takoj po zaužitju se pravzaprav znane posledice na srčno mišico, recimo poviša se srčni utrip, tudi krvni tlak, se pravi vpliva na stene žil, potem se lahko kaže tudi v takem blagem tresenju rok, v nemiru, nervozi, se na njo lahko na nek način tudi malo navadimo. Po raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz leta 2018 vsak 7. mladostnik uživa kavo. Mladi jo povezujejo z druženjem in prehodom v odraslost. Kakšni se tudi lotijo piti kavo zaradi tega, ker se rabijo učiti v noč ali pa tako. Kadar si že takrat malo starejši, polo greš sam zven s prijatelji in greš na kavo. Moji prijatelji nimajo tako radi kave, imajo rajši energijske napitke. V energijskih pijačah je kofein v sintetični, se pravi umetni obliki. Odmerek kofeina v eni energijski pijači je večji kot pri skodelici kave, hitreje pride v krvni obtok, učinki so močnejši. Izsuši, dehidrira organizem, tudi lahko vodi v zastrupitve in v bistvu dosti resno dehidracijo. Zmoti tudi vzorce spanja, kar vpliva na zdravje. Ker so vaši možgani trenutno v obdobju razvoja, uživanje kofeina raje pustite za čas, ko številke svoje starosti ne boste več pisali z enico na začetku.